Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, čas je, da na široko odpremo vrata v našo radijsko klepetalnico, ki nas bo danes popeljala v za mnoge običajne smrtnike nedosegljive, skrite kotičke sveta. Na današnji ponedeljkov jutranji klepet smo namreč povabili Marijo in Andreja Štremfelj, navdušena gornika, izkušena alpinista, ki svojim znanjem in delom ter neverjetnimi podvigi puščata močan pečat v svetu vseh, ki ljubijo prepadne stene, neokrnjeno naravo, dih jemajoče razglede in čudovite gorske vrhove, ki sta jih osvajala skupaj in vsak posebej. Kako večkrat nagrajena alpinista in člana Planinske zveze Slovenije, častna člana Planinske zveze Slovenije, gledata na gorništvo in alpinizem danes z nekaj razdalje in kako še vedno pišeta neverjetne zgodbe, nam bosta povedala kar sama. Najprej pa dober dan in dobrodošla v naši družbi. Kako sta? Dobar dan. Dobar dan. Danes ste se pripeljala k nam po ravni cesti ali ste imela že jutranji trening pa prišla peš? Ne. Nobenega jutranjega treninga. Direktno v studio. Odlično. Zdaj, goram, alpinizmu, Himalaji sta zapisana že dolgo vrsto let, pa bomo začeli res pri tistih samih začetkih. Kako se je zgodila pravzaprav ta alpinistična ljubezen? Kdo bo začel? Mene je v gore zvabila lepota. Gora, ki sem jih opazoval kot otrok, ker Kranj ima to srečo, da ima res čudovito gorsko panoramo in me je vedno zanimalo, kako te gore izgledajo od blizu. In sem potem zelo zgodaj se zdel sam sebi dosti odrasel, da sem šel to pogledat sam, ker takrat ni bilo nekih planinskih šol, nekih takih dosegljivih tečajev in tako naprej. V družini pa tudi ni nihče hodil v gore, tako da so z bratom kar sama začela, ki je skoraj 3 leta starejši od mene. In potem seveda smo zelo hitro prišli iz običajnih steza na zavarovane poti, potem ko pa te niso bile več dovolj zanimive in zahtevne, smo se pa lotili plezanja, tako da sem že leta 72, se pravi, ko sem se vpisal v prvi letnik gimnazije v Kranju, sem že začel plezati, sem bil že na alpinističnem odseku. Že kot osnovnošolec, ne, ste prehodili en del slovenske transverzale? Ja, kar lep del, v bistvu najtežji del, ker nam je bil ta najbolj zanimiv, se nam je zdel, po Pohorju pa nama midva hodila, brez veze, in sva šla na ta del. Tako da pohorski del me še čaka, sem rekel, to mu za stara leta pustil. Dobro je, potem imate še kar nekaj časa, da to naredite. Vi, gospa Marija, ste svet gorništva spoznavali prek svojega brata, ne prek moža, ne? Ja, čeprav je tudi iz naše hiše krasen razgled na Storžič, ampak mene ta pogled ni tako ganil kot Andreja. Jaz sem v 3. letniku začela hoditi v alpinistični odsek res zaradi brata Toneta, ker je on bil v tistem času načelnik alpinističnega odseka v Kranju. Ampak mi se zdaj res pogovarjamo o času, ki je 50 let nazaj. In takrat so recimo taki sestanki, kot je bil alpinistični sestanek alpinističnega odseka, dostikrat kar na domu, tudi pri nas. In mene je v tistem času pač privlačila družba. In tisti fantje, ki so se zbirali pri njem, gledali diapozitive in to. Počasno me je pa začelo zanimati sama dejavnost in pravzaprav kasneje me je celo čisto potegnila vase. In takrat ste začeli potem z vso vnemo in strastjo plezati, osvajali tudi plezalske pokale in postali zanimivi tudi za Andreja. Ja, z zamikom. Ja, veliko ljudi reče, a posta vidva skupaj začela plezati, ampak v resnici nisva, ne. Mislim, 1-2 leti sem bila tako stranski opazovalec velikega Andreja, ki je bil v tistem času že res priznan, ker je z Nejcem Zaplotnikom bil koliko si bil pa star, mislim, da 19 let, ne? 20. 20, ko sta šla na svoj prvi 8000 in to je bilo takrat res nekaj velika, ne? Kam pa ste se vidva odpravile na prvi skupni pohod? Joj, to je taka zgodba zanimiva, ja. Ja,
Enkrat se je Andrej odločil, da bo vendarle z mano plezal in si je izbral, on je izbral seveda smer Jesih Potočnik, ki se začne v Špiku, to je ta lepa gora, ki jo vidimo iz Martuljka, ne? Ta Špičak. Potem pa tako preči v sosednje Fardamane police in se tam zaključi. No in kot pravi gornik, da bo pokazal vse svoje znanje in sposobnosti, se je odločil, da začne ob 4 zjutraj in mi da so bila ob 7 na robu stene. Tako da to je bilo res zanimivo tisto jutro. Ja, nisem verjel, da toliko dobro pleza, pa toliko hitro. In vas je že prvič presenetila, verjetno pa potem še kdaj v življenju, Ja, s svojimi podvigi. Zelo pogosto me preseneča še zdaj. Ja. Ja, to je tisto, kar pravzaprav v življenju šteje, ne? Da se najdete dve taki sorodni duši, oba sta zaljubljena v Himalajo. Kako pa se je potem zgodila ta ljubezen, ne? Do 8000 do, lahko rečemo, takih res ekstremnih, zahtevnih podvigov, tako fizično kot psihično? Jaz mislim, da so bila ta leta, se pravi 70. leta, so bila prav tista, ko se je začel slovenski prodor v Himalajo, že v 60-ih so šli prvič na Tricula, ne, pa potem 70. leta, prvi 8000 Makalu leta 75. In takrat se mi zdi, da so bile kar sanje vsakega alpinista, vsakega, ki je začel plezati, ki je imel željo nekaj velikega splezati, narediti, ki je imel željo napredovati v tej dejavnosti, so bile sanje Himalaja in visoki vrhovi. To je bilo neizpodbitno in tako tudi mene, ne. Takrat smo prebrali, ni bilo sicer veliko knjig prevedenih v slovenščino, ampak Annapurna je pa bila, se pravi francoski prvi vzpon na Annapurno, in to smo seveda vse prebrali in si risali razne junaštva teh alpinistov po Himalaji in nas je to vleklo, no, in jaz sem pa imel res srečo, da me je nec povabil na odpravo tržiškega planinskega društva, takrat v pakistanski del Karakoruma. To smo bili takrat prvi Jugoslovani in Slovenci v tem predelu gora, ki je organizacijsko vseeno majčkeno drugačen kot nepalski del Himalaja, in smo imeli že s tem ogromno težav, s to organizacijo. In smo potem kljub vsemu uspeli priti na vrh, ne, in to je bilo pa zame takrat res en tak velik dosežek, dogodek, ker to je gora, ki je prav na koncu ledenika Baltoro, to je eden največjih ledenikov na svetu, najdaljših, in ob celem ledeniku ves čas gora pod gor je ena lepša od druge, in to so bile zame tako, kot da bi sanjal. Toliko lepo mi je bilo to in toliko enih načrtov in enih idej je prišlo na dan, kam bi se vse še lahko šlo v Himalajo in tako naprej. Videl sem tudi, da zelo hitro potem še Everest 2 leti kasneje, in potem sem videl, da pravzaprav mi višina kar odgovarja, ne. To ni tako pogosto pri ljudeh, da bi jim višina dobro šla, se pravi, da bi se hitro prilagodil na višino, da ne bi imel prevelikih težav, da bi dobro funkcioniral na višini. In to me je pa pravzaprav kar držalo. 17 odprav ste vodili v Himalajo. Verjetno vsako svojo zgodbo, vsaka ima kakšno posebno mesto v vašem srcu? Zagotovo. Zdaj, z leti se na vsaki odpravi so lepe in tudi neprijetne stvari. Tiste neprijetne z leti majčkeno zbledijo, zato pa še kar greš še vedno v Himalajo. In se mi zdi, da je pravzaprav sreča, da sem pri tolikih odpravah se že zelo, to me je najcu spodbudil že na prvi odpravi, da smo pisali dnevnik. In zdaj imam doma eno tako skladovnico dnevnikov. In včasih, če kaj pozamem, kakšno odpravah, grem lahko pogledati, kaj se dogaja. Tako, in zdaj čakajo tudi ti dnevniki, verjetno, ne, da postanejo kakšne knjige, da jih bomo lahko brali tudi ostali, pa si vsaj približno predstavljali, kako izgleda tam zgoraj. Ja, čakajo, so že zbrani na polici. Gospa Marija, kako pa se vi spominjate svojega prvega stika s Himalajo? Tistega ta pravega, ne prek Andrejevih pripovedovanj. No, takrat smo bile dekleta redka v alpinističnih odsekih. To je bilo
pač tisti čas, ko so tudi v družinah se pravzaprav kar ustrašili, če je otrok se vključil v to dejavnost. Vendar nas je bilo vseeno v začetku 80-ih let dovolj, da smo šli na svojo prvo odpravo v tuja gorstva. To še ni bila Himalaja, bil je Pamir leta 1982. 80 nas je zbralo in smo šli na pik komunizma. To je pač višina, ki je tudi že v Himalaji zavidljiva, tako da smo si pridobili ene te izkušnje, pa predvsem spoznali same sebe, kako funkcioniramo v teh okoljih. No, potem je pa prišlo pravzaprav do ene take situacije, ko smo se morali odločati za naprej, in naslednja odprava ženska je šla v Himalajo s ciljem na Annapurno, na južno Annapurno. Jaz sem se pa nekako rajš odločila za 8000, no, ker razlika je bila v tem, da je ta južna Annapurna tehnično težja, medtem ko pač na Broad Peak, kamor sem sama odšla, je bil pa normalni pristop. No in tako, da sem potem čist zares Himalajo spoznala tudi v Karakorunskem delu, tako kot Andrej, torej v pakistanskem delu, leta 86. In to je bilo res ena taka prelomnica tudi za moje življenje. Prvič zato, ker sem videla, da po dosti bolj zahtevnem prilagajanju na višino, kot ga je Andrej za sebe opisal, funkcioniram potem dobro v teh višinah. In tako je bilo tudi na naslednjih vzponih, tudi skupnem na Mount Everest, o katerem bomo rekli kakšno več v nadaljevanju. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Na stežaj odpiramo danes vrata v svet naših dveh gostov, svetovno znanih alpinistov in himalajcev. Marija in Andrej Štremfelj sta z nami in ja, prej smo že stopili na prvega 8000, zdaj pa bomo stali na strehi sveta. 13. maj 1997, Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj na vrhu strehe sveta. Kako se spominjate tega prelomnega dogodka za slovenski alpinizem? Kako toplo vam je bilo takrat pri srcu? Kaj vas je navdušilo tam zgoraj? V prvi vrsti me je navdušilo dejstvo, da ni treba več gor hoditi. Ker je bilo res naporno priti na vrh, da nam je uspel, ker ko so to po radijski postaji sporočila, je bil že po radiju sva slišala izbruh veselja po celem hribu, po vseh taborih, v baznem taboru in tako naprej. Tudi mi, da moram res bila. Še preden sva se javila, malo solzic, pa tako srce res malo drugače začne delati, res lepi občutki. Čeprav zelo hitro so te občutke zamenjale skrbi, ker mi dva še na vrhu nisva točno vedela, a bo šla dol. Po isti smeri so vedela, da ne, ker je bilo pretežko, kje pa zdaj dol priti iz tega vrha, ne. Ker ne rečemo zastonj vedno plezalci, da ko si na vrhu, si v Himalaji, nekje si na pol poti. Včasih može še celo malo manj. Po negotovosti, včasih tudi po času in tako naprej. No in mi, da so se potem odločili za severni, za Hornbaj na Ozebnik, kar se mi zdi, da je bila dobra odločitev, ker so pač samo spustila tabor 5 in prišla direktno v tabor 4. Je bilo treba pa to pot vse najdeti. Prvič najdeti vstop v ta Ozebnik, ker malo je bilo megleno, ni se dobro videl, pa tudi gora je res ogromna. Iz Triglava, če ne bi vedel, če ne bi bilo vse pomarkirano, kje pa zdaj dol prijeti, včasih nisi čist pripričan, v katero stran bi se obrnil, ne. No in ko se ta Ozebnik najdla, pol tudi v Ozebniku je bilo nekaj skokov za preplezati, in ko v zadnjem sem celo padel in začel drseti dol proti kitajskemu ledeniku, in se na srečo ustavno, ker 2 dni kasneje se pa Šerpa, ki je prišel na vrh, ta vodja Šerpangfu, pač ni ustavil in je tam končal svoje življenje dol na spodnjem ledeniku. In tako da potem je bilo treba najti še prečko,
neenostavno, no, mislim, da je tle Krnec s svojimi izkušnjami odigrala veliko vlogo, da so to uspela. Ampak tisto pravo veselje je prišlo seveda z zamikom, ko prideš na varno, pa wow, pogledaš nazaj, sem bil res na vrhu, včasih se zdi, da malo sanjaš. Lepo, no. Pač najvišji vrh je en sam. In prvič je zagotovo malo drugače, kot potem vsakič naslednjič, no čeprav v vašem primeru pa ne nujno, ne? Ja, ne nujno, ja. No, vi, gospa Marija, ste 13. maja 1997 čakali na javljanje z vrha s pakiranimi kufri, ne? Ja, ta dan, ko sta Andrej pa Nejc bila na vrhu, smo vsi sedeli doma pri radijskih sprejemnikih, ker to je bila izjemna odprava, ki je imela sabo tudi radioamaterja. Tega sicer ni bilo v navadi. In vedeli smo tudi, da sta ona dva vršna naveza. To pomeni, da sta tisti dan pač ona dva na vrsti za vzpon na vrh. In tudi pri nas je bilo noro veselje, ko se je zvedel, da sta dosegla vrh. Mi smo to zvedeli ob 5. popoldne in jaz sem imela pa ob 8. odhod v Švico na svojo prvo odpravo na Alpa Majo v Peru. Tako da ne samo v naši družini, pa v naši hiši, po celi Sloveniji to je začelo vršati tako, kot zdaj, kadar je, ne vem, en velik uspeh košarkarjev ali kakšne druge ekipe ali smučarjev, ne. Tako da v moji zgodovini ni bilo tako lepega odhoda od doma, kot je bil prav ta. V taki euforiji in zadovoljstvu smo zapustili dom, ker odhodi sicer so ponavadi tisti del, ki bi ga ob odpravah najraje spustila. Ker veste, ne, da odhajate za dlje časa, doma ste pustili otroke, pa se podajali v neznano, za katero pravzaprav nikoli ne veš, ne, vse se ti lahko zgodi na takšnih odpravah. Ja, seveda. No, tisto leto, ko je bil Andrej na Everestu prvič in ko sem jaz odhajala v Peru, še nisva imela otrok. No, to je bilo pravzaprav edinkrat. V vseh naslednjih odpravah je bila situacija popolnoma drugačna, ja. Tudi takrat, ko sta se sredi avgusta skupaj odpravila osvajati najvišjo goro sveta, koliko načrtovanja je stalo za to odločitvijo, da pa gresta skupaj v Himalajo? V bistvu je prav ta odločitev, da greva skupaj na Everest, bila najtežja. Mislim, kar nekaj pogovorov pa razmišljanj s to temo, a iti ali ne iti. Imela sva Anžeta 7 let starega, Katarino 10, torej otroka, ki sta že spraševala, zakaj nama je treba iti za tako dolgo od doma. In ko se je pa enkrat odločitev pove, potem se mi pa zdi, da so opravila pač opravila. Potem sledijo stvari, ki so logične, da jih moraš opraviti, preden greš na odpravo. To je sestaven del, tako kot je služba sestaven del tvojega življenja. No in vidva sta se odpravila, če zdajle gremo nazaj v tista leta. Kako je bilo samimi pripravami, potem ko sta pristala pod vznožjem Himalaje, kako je tekla aklimatizacija? Oba sta izkušena alpinista, izkušena gornika, ampak vendarle ne, s partnerjem je verjetno malo drugače kot z ostalimi kolegi alpinisti. Ali se motim? Pa sam dostopim prav, seveda je bilo z Marijo drugače, seveda. Čez drugače občutek je. Čeprav tudi ta odprava je bila mečkan drugačna od ostalih. No, to je bila vse mednarodna odprava, ki so jo organiziralo jo je Slovensko planinsko društvo iz Trsta. Bilo je nekaj zamejskih Slovencev, 2, mislim, da sta bila Italijana, pa 4 Slovenci. In s marsikom smo se poročili šele na letališču. Ne? In vodja odprave je bil Tomaž Jamnik, ki je pa nenadoma zbolel, začel krvaveti zaradi na želodcu in je moral nemudoma domov. In kot najbolj izkušen član odprave sem pol jaz postal vodja, kar je pa stvari zelo spremenilo. No. Mi da so si predstavljali to bolj romantično, bolj za naju dva, mi da bo pač del ekipe sicer, ki bo skupaj delal na hribu, ampak kljub vsemu si bi Mar zdaj lahko vzela čas za sebe in tako naprej, pa se je to pol spremenil.
Ampak mislim, da so kar dobro to združila skupaj. In zdaj sam klimatizacija in dostop se spremenila zato, ker smo prvo letalo, s katerim mogli leteti v Luklo, pač ni letelo zaradi slabega vremena. Potem smo padli na vrsto čez en teden. Sem jaz začel razmišljati kot vodja odprave, kaj pa če še čez en teden pride slabo vreme, ali bomo še en teden čakali. In smo prišli do tega, da je najboljš, da gremo peš, ker v tednu smo mi že peš v Luklo prišli. Priprave same na ta vzpon so bile pa v bistvu intenzivne 1 leto pred odhodom. Predtem je pa, sploh to velja za Andreja, ker je bil v tem času res vrhunski alpinist, tako svetovno, v svetovnem merilu. So bili pa njegovi odhodi vsako leto na odprav, tako priprave že same po sebi. Zanimivo je bilo, torej najno življenje je bilo ves čas aktivno. Ves čas je bil nek nivo priprave, eno visok nivo fizične priprave. Zadnje leto pred tako odpravo si pa to intenziteto povečal. Ne? Ampak jaz se spomnim, prav to leto pred Everestom je bilo tako leto, kot je letos, samo v obratnem smislu. Letos ni snega in ni turne smuke in tako naprej. Tisto leto pred najnim odhodom na Everest je bilo pa snega v izobilju toliko, da nismo mogli tu gore zaradi plazov. Tako da sva se takrat pa pripravljala v zimskem času večinoma v področju Davče. Kako pa je bilo potem na samem vzponu, ko sta se odpravila iz zadnjega baznega tabora proti vrhu? Wow. To je bilo pa res en poseben dan. To je bil 7. oktober leta 90, ne? In z nama je bil še Janez Iglič. Mi trije smo bili skupaj v šotoru na tem sedlu, ki povezuje Everest in Loce. To je najvišje ležeče sedlo na svetu. 7925 metrov visoko. Poleg naju je bil potem v sosednjem šotoru pa še Šerpa Lakparita, ki je bil določen, da nas spremlja na vrh. In tisto jutro, že zvečer je tako pihal, ampak res tako, da sem jaz razmišljala, a bo naju kar odnesel, oziroma nas tri, a bomo svojo težo dovolj, da ne bo odneslo tega šotora iz sedla. In spiš tako, večinoma ne, malo bediš tako, napol med spanjem pa budnostjo. Ampak spomnim se res zelo dobro, kako je Andrej v 2 zjutraj začel, moramo pripraviti čaj, in začel je brkljati tam okrog in pripravljati. In mi ga z Janezom Igličem, Johan smo mu vedno rekli, a ti resno, a ne? Se vidiš, kako piha, ne? Ja prav, a bomo še kdaj tukaj? Zdaj smo to zadnjič, ali bomo šli pa kaj naredili, ali pa saj poskusili, ali pa nič, ne? To so bile pa vse te izkušnje, ki jih je pa Andrej v vseh teh letih nabral, ne? No in potem smo se pripravili 2 uri. Je bilo potrebno, da si nas je spravil 2 plasti oblačil, dereze na noge in tako naprej. Torej tisto, kar tukaj narediš v pol ure. To je pa ta višina, ne? In počasnost, ki zaradi pomanjkanja kisika je del tega življenja na tej višini. In potem ste krenili proti vrhu in ko sta prišla na vrh, sta ga imela praktično zase približno pol ure, ne, če se prav spomnim. Kako je bilo? Če je Andrej opisoval prej tisto svoje doživljanje na vrhu z Nejcem, je bilo tokrat, vsaj za mene, res čisto drugačno. Ker veter je ponehal. Res, po našem začetku, po 3 urah je praktično prenehal pihati in mi smo bili pripravljeni za dosti boljše razmere, oziroma za dosti slabše razmere, kot so v resnici bile. To sicer ne pomeni, da sva spočita prišla na vrh, še zdaleč od tega, ne. Ampak kljub vsemu, ko sva se na vrhu ustavila in si dala pač čas za doživljanje tega vrha, je pretekla skoraj cela ura. Ja, mogoče bi jaz samo se mečkam nazaj vrnil, ker za najn vzpon je bilo ključnega pomena odločitev v taboru 3.
Ker ko smo mi prišli iz tabora 2 v tabor 3, kar je normalno etapa za tisti dan bila, smo bili to zgodni, da smo začeli razmišljati, pa kaj ćemo zdaj tlele. Pa tudi nekako ti dnevi za vrh nikoli ne veš, ali bodo 3, 4, 5, lahko pa samo 2, ne. Primerni za na vrh, se pravi, da ni toliko vetra, in smo se takrat potem odločili, da kar nadaljujemo še isti dan na tabor 4, to je bilo pa kar dosežek pa brez kisika, ne, tako na tej višini skoraj do 8000 metrov. In potem, ko so bila naslednji dan na vrhu v res idealnem vremenu, ker po tistem jutranjem vetru nočnem se je praktično naredilo skoraj brez veterja, tako da na vrhu je bilo res lahko si vzela čas, pa tudi prostor sem imela, ker nas ni bilo veliko vrhov. In naslednji dan je pa še iz naše odprave še en Italijan, Lorenzo, skušal priti na vrh sam in je na južnem vrhu moral odnehati, ker to še niso bile čas komercialnih odprav in od južnega sedla do vrha ni bilo vrvi napete, ki bi ti bila v oporo v močnem vetru, in se je dobesedno bal, da bi ga na tem ostrem grebenu odnesel, in je odnehal. In se pravi, 7. oktober je bil tisto leto zadnji dan, ko so ljudje prišli na Everest, potem nikoga več ni bilo tisto sezono na vrhu. Tako da, če bi postopno hodil, ne bi prišla na vrh. Kako sladek je bil objem na strehi sveta? Ja, to je bil pa res. Res sva bila iskreno vesela, da nama je uspelo prideti in sva imela sabo eno tako punčko, ki jo je Katarina sešila iz blaga, tako enih 10 cm veliko, ki sem jo jaz vedno imela na mesto neke verižice, ne tako. Andrej je imel pa slikco od Anžeta in pač na vrhu po objemu in vsej sreči, pa tudi kakšni solzici seveda, sva potem se nastavila za sliko tako, s temi 2 stvarmi od doma. In takrat vem, da sem si želela, da bi takrat tisti trenutek vsi zvedeli, da sva na vrhu, zato da jih ne bi preveč skrbelo, ker to so bili časi brez telefonov. Pa da bi prišel helikopter, pa vas takoj odpeljal domov, to ne? Pa tako. No, to iz baznega tabora, dol sem hotela še sama prideti. Je bil pa ta prvi tak skupen prihod na vrh sveta praznik ne le za Slovenijo, ampak tudi za svetovni alpinizem. Tudi zdaj, če se ne motim, ne, še praznujete tole obletnico, tik pred obletnico poroke. Ja, tako je. Joj, res ste se dobro pripravili. 7. oktober je bil pač dan, ko sva bila na vrhu. 13. oktober je pa najina obletnica poroke in ta je tudi zanimivo nastala. Sej, pri nama se pač te stvari tako dogajajo še vedno, ne. Andrej je bil na svoji odpravi z Nejcem takrat 79. leta, jaz sem šla isti dan, kot smo že prej se pogovarjali, v Peru, in sva bila res narazen pol leta, še več, ne. In takrat sva se dejansko po teh pismih pogovarjala in tudi dogovorila, da se to leto poročiva. In edina pametna sobota, ki je bila, je bil 13. oktober. Tako da 13 je za naju res lepa številka. Ker 13. maja sta Andrej pa Nejc prišla na vrh, midva sta se tisto leto poročila in potem je bilo še en kup 13. 13 je bilo članov odprave, ja. Te odprave na Everest. Pa še kakšna se najde. Tako, vidva ste živ dokaz, da številka 13 prinaša srečo, na kakšen način pa v nadaljevanju. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. O hribih, gorništvu, alpinizmu in Himalaji klepetamo danes z Andrejem in Marijo Štremfelj. In zdajle se bomo dotaknili vajnega zadnjega podviga, ki ste si ga privoščila že kot, če rečem po domače, penzionista. Zdaj nista ravno tipična upokojenca, ne? Časa sicer nimata, ampak vama pa podatek, da sta v penziji včasih kar malce uide iz glave pri vseh obveznostih. A to drži? Ja. Ne vem, no, odkar sem šla
penzijo v ta največjo firmo, kot rečemo v Sloveniji ta trenutek, se mi zdi, da to še ni to, kar ne bi penzija bila, no. Ker imava midva skupaj kakšno željo, ki se zdaj še ne more uresničiti. Rečem, Andreja, veš, kaj bo v penziji, bo pa to naredila. No, ampak en tak podvig rezerviran za penzijo, ne, se vama pa je vendarle že zgodil ena taka posebna, daljša odprava, 1600 in še nekaj kilometrov sta prehodila in tole vajno odpravo po veliki himalajski poti opisala tudi v knjigi. Tudi za tem se skriva, ne, neka zanimiva zgodba. Tudi tu je bilo precej na hitro, bi lahko rekli, 3 meseci za priprave, za načrtovanje. Kako je bilo pravzaprav s tem? Ja, ta želja je bila sploh v meni že dolg časa. Pa sem recimo že v svoji avtobiografiji sem napisal, da sem si vedno želel, da ko bova pa enkrat šla v penzion, bova pa midva si vzela čas in po Himalaji hodila tako sama, brez nekih visokoletečih ciljev nad glavo, ki te ves čas nekaj skrbijo, pa tudi brez gostov, se pravi ne kot vodnika, ampak midva, Andrej pa Marija, sama v Himalaji, in da bo lahko tudi rekla, danes se nama pa ne da hoditi, bo pa tlele počakala, ali pa bo šla naprej, ali pa bo kar nehala, pa bo šla domov. Skratka, so si pustila vse odprto in to je bilo pa res. Potem odpadla meni ena stvar, mi je odpadla. Jesen in kar naenkrat ugotovila, da imava zaradi tega plezanja, ki sem ga načrtoval za Severno Ameriko, je kar naenkrat nastalo 3 mesece časa, ne da bi imela na koledarju že kakšno vodenje. So rekla, to pa 3 mesece pa mogoče dovolj, dajva poskusiti in greva to veliko himalajsko pot. Od nje sem nekaj malega že vedel, kaj je dost, ne samo to, da obstaja. Že 2 knjigi sem imel doma, en vodnik pa eno pripoved o tej poti. No, potem so to daleč od tega, da mi da to natančno vse prebrala, ker nisem imela časa, ker so do takrat še veliko vodila. Ampak so šla s to knjigo v nahrbtniku, so šla na pot in potem po poti brala in se marsikdaj tudi na osnovi tega, kaj je odločila, ampak res so pa tudi tako to pot prehodila. No. Kar naenkrat so bilo pa kar na koncu. Tako, brez moderne tehnologije, z zemljevidom in z veliko zanimivimi doživetji. Kako pravzaprav zdaj gledate nazaj na to prehojeno pot? Kaj vama bo ostalo morda najbolj v spominu? Ne? Ni bilo tistih rekordnih višin, ampak doživeti pa za polno malho. Ja, ta Great Himalayan Trail je v Nepalu pač dostopna v celoti. Drugače je to ta pot, ki dolga 4500 km, vsega tudi v sosednje dežele. Zaenkrat še ni nobenega, ki bi to prehodil, ampak v Nepalu pa se zelo hitro uveljavlja. Meni je ta pot nekaj tako lepega, da praktično ni dneva, da mi ne bi nekaj zaigral v srcu, kadar se spomnim na to ali pa na detajle. In vsak dan je nekaj, zaradi česar se spomnim. Se mi zdi, da je nama pustil toliko stvari, toliko enih občutij pa spoznanj, ki nama zdaj bogatijo življenje. Kar recimo taki vzponi, kot je Everest, o katerem smo prej veliko govorili, ne pustijo. Ne? Ti vzponi na visoke gore imajo svoj začetek pa svoj konc, v tem smislu, da podoživiš vzpon, narediš ga, podoživiš, zaključiš z njim, medtem ko ta pot, ki sva jo zdaj naredila, bo pa po mojem ostala celo življenje, vsaj v meni, no, zagotovo. Tako da pogosto zdaj si mislim, pa škoda, da sem da to že prehodila. Da nimamo več tega pred sabo, ki je bilo toliko fajn. Sej se lahko zmislite še kaj novega. Se ne bojim, da se ne bi. Ja. Tudi mene ne skrbi. Niste pa prav zelo počivala, ne, ko ste prej omenili, če se nama kakšen dan ne bo ljubil hoditi, pa pač ne bova. Vsak dan sta prehodila kar nekaj kilometrov in naredila kar nekaj višincev. Skoraj tako kot iz Kranja na Storžič, recimo, ne? To potovanje je
saj meni odprlo oči, da je človek res sposoben veliko več, kot pa misli, da je. Ne? Ker kakšna pohodnika nikoli zares nisva bila, razen ti dostopi in vse to, kar sodi zraven pri odpravah. Ampak pa sva ugotovila, da po tistem prvem uvajanju, ko sva se aklimatizirala, midva tudi sama na 5000 višinskih metrov in potem, ko je telo nekako sprejelo to vsakodnevno hojo, da je postala hoja užitek. To si nikoli nisem mislila, da se lahko zgodi. Pa se je. In nama pravzaprav noben dan, čeprav je bil še tako dolg in sva na koncu bila utrujena, ne da zdaj, kaj se hodiš spočiti cele dneve, ampak da bi naslednji dan potrebovala počitek. Izkazalo se je, da tisti dnevi, ko smo počivali, so bili pravzaprav bolj zaradi nosačev, ki po normativih morajo imeti po toliko in toliko dnevih tudi počitek. Kaj pa recimo bo vam ostalo najbolj v spominu, glede na to, da ste stali na večini najvišjih vrhov na svetu, zdaj pa ste pravzaprav hodili pod njimi, raziskovali doline, prelazi, niti niso bili tako zelo nizki, no, roko na srce, še vseeno precej višji od našega Triglava, pa vendarle. Mene, tako kot Marijo, me je to presenetilo, da je človek sposoben kar hoditi, ker spomin na to pot mi je hoja. Pa ko ni več hoje, spet hoja, pa po hoji spet hoja in skratka, da sem vse čas hodila in sva na koncu razdalje, pravzaprav so se kar daljšale, ker sva jih čez dan prehodila in sva res sem postala tako kot en tak dober utečen motor, ki lahko vsak dan kar naprej dela. Ostane pa v spominu to, pravzaprav v alpinizmu se mi zdi, da je prva stvar mi je lepota, tle bo neskončno lepo. Lahko še tako, sem imela težave z nosači, tudi kakšne težave recimo jaz sem imel dvakrat neke zdravstvene težave, ampak vse to je vedno preglasila lepota okrog naju. To je prva stvar, druga stvar je pa raziskovanje. So bile nove pokrajine, mi da so bila v Himalaji res velikrat, ampak naprimer v Dolpu nikoli, v zahodnem delu Nepala nikoli, Ganeš Himalaja nikoli prej. To so bile, se pravi, ta firbec, ki te po domače povedano žene pri gorništvu in alpinizmu, kaj pa je zdaj na drugi strani, ko pa to zgleda, ta je bil do neke mere potešen, se pravi, ampak sreče to nikoli ne da čist potešiti in da te vedno vleče. Pa avantura je pa neznano, tega je bilo pa neznanega ogromno in to je bilo res. Skratka, izpolnjeni vsi trije pogoji za imeti se lepo v hribih. In delček tega ste ujela tudi v knjigo, zanimivo, vsak posebej sta pisala zgodbe in to lepo predstavila na svoj način. Kako pa je bilo knjigo potem prvič prebrati? Jaz to še nisem. Ja, tudi jaz je tako, da bi se usedla pa svojo knjigo prebrala od začetka do konca. To se še ni zgodilo. Po delih sem jo pa sploh zdaj, ko dobivava odzive bralcev, ki so res zelo dobri in grem prav pogled, kam je zanimivo je, kaj nagovori ljudi, ne? Kakšni deli, ki sva jih napisala, pa sva se pogovarjala tole, pa ne vem, če je raven, a bi sploh dala zraven ali ne? In pol dobiš, to sta pa tle, sta pa res to tako napisala, kot se meni zdi, da pač odmev, ne? Tako da, ne vem, meni je naslov všeč, no? Moč noči je v svetlabi zvezd, zaradi tega, ker če si bom kaj zapomnila za vedno, so te noči, Ker, a veste, ko ste na 5000 metrih v Himalaji in ko ni lune in ko je vse temno, ko tudi ni nobenega svetlobnega onesnaževanja, je nebo tako polno zvezd in zdi se, kot da bi moral samo stegniti roko pa poseči po njih, no. To je ta vtis te lepote je nepopisan.
In verjamem, da boste veliko takšnih vtisov še zbrala, naj si bo sama ali pa z vsemi tistimi, ki bodo skupaj z vama raziskovali lepote gorskega sveta. Precej rada še peljete tudi različne skupine v hribe. Zdaj, če se ne motim, odhajata pod Makalu, če se bo vse izpeljalo oziroma zapeljalo tako, kot je načrtovano. Ja, želiva si pod ta Makalu. Lejte, letos je tudi 50-letnica našega slovenskega in takrat tudi jugoslovanskega prvega vzpona na 8000 metrov. Po tej najni poti, ki sva jo ravno kar opisovala, sva že v jeseni organizirala trekking pod Makalu, ker sva tukaj videla neizmerno lepoto, predvsem pa še neokrnjen Nepal. Ker tam pod Everestom so že take množice, da prav tistega vtisa Nepala pravega, kakršnega midva poznava izpred nekaj 10 let, ni več. Pod Makalujem pa je. Poleg tega je pa področje tako, da če si ljudje recimo predstavljajo Lubnik, če smo tukaj v Škofji Loki zdaj, ves porasu z rododendronom. In rododendroni v Nepalu so drevesa, tako kot so pa nas smreke, velikosti smrek recimo, ali pa ne vem, bukve in tako. In to je v pomladanskem času v cvetju. Celo drevo je en sam cvet in področja so velika, kot je Lubnik. In jaz si predstavljam, da mora biti to neskončno lepo. Zato sva tudi za spomlad organizirala oziroma zdaj je razpisala ta trekking, tako da bomo videli. Bomo videli in kakšno zgodbo z kakšnega od trekkingov ujeli še kdaj v bodoče, glede na to, da nam ura neusmiljeno teče. Pa za konec morda še eno vprašanje s pogledom v prihodnost. Zdaj vidva sta za svoje delo v alpinizmu prejela številne nagrade, med drugim Zlati cepin, nazadnje ste skupaj postala tudi 8. in 9. častni član Planinske zveze Slovenije. Ta priznanja zagotovo imajo svojo težo. Kaj vama pomenijo in česa si morda zase, pa ne nazadnje tudi slovenski alpinizem želite v bodoče? Ja, priznanja so, sploh če ti jo da neka strokovna javnost, strokovni del javnosti, se mi zdijo kar pobožajo malo dušo, no? Ti povedo, da si mogoče vseeno v življenju bil na pravi poti, da si naredil ene take stvari, ki bodo do nekaj časa zapisane v to našo zgodovino. Za prihodnje pa jaz predvsem želim za slovenski alpinizem, da bi še naprej tako koražno stopil po poti, ki se je začela tam v 60-ih letih, pa čim več uspešnih volitev, pa čim manj nesrečno, ki so pa spremljevalec alpinizma od nekdaj, pa če jih je manj kot jih je, boljše. Ja, nekje sem prebrala, da eno misel, da so semena sedanjosti, so cvetovi prihodnosti. In mislim, da to drevo zdaj res močno cveti, da imamo mlade, res perspektivne alpiniste, mogoče ni več številka tako velika, kot je bila včasih. Tudi način, kako, če se seveda zdaj omejimo na Himalajo bolj, je drugačen, kako se danes vzpenjajo alpinisti po stenah in kakšne cilje si iščejo. Mislim, da imamo tukaj res dobre naveze, ki obetajo prihodnost, kakršno smo zasejali v preteklosti. In mi bomo z veseljem spremljali tako prihodnost, kot govorili o preteklosti. Za danes bom rekla, hvala lepa vama za obisk, za vse zgodbe, ki ste jih delila z nami in se veselim ponovnega srečanja tu pred našim radijskim mikrofonom. Do takrat pa varno v stenah in lahke noge na vseh trekkingih, ki vaju čakajo. Ja, hvala za vabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Sora. Nasvidenje.